Bi moral mejni režim Evropske unije biti bolj odprt za tujce, ki niso iz Evropske unije? Ne. Jaz pravim, oziroma jaz razmišljam v smeri, da je država, družba v osnovni vrsti, da mora zagotoviti pogoje za zaposlovanje, za vsa ostala področja življenja, torej ljudem, ki so to državo gradili. Do nekaterih sigurno. No, jaz mislim, da mejni režim, kot je, mora obstajati kontrola na teh zunanjih mejah Evropske unije, mora obstajati in temu se je pač treba podrejati. Ta kontrola mora biti nekje ostrejša, konec koncev imamo pa kontrolo tudi znotraj posameznih držav Evropske unije in to je potrebno. Jaz mislim, da je ta režim zadovoljujoč. Mejni režim mora pač imeti določene represivne konotacije, to nedvomno. Zdaj jaz ne poznam podrobnosti, do katere mere in kako zelo je to represivno. Je pa tako, da težko komentiram podrobnosti pravzaprav. Tisti, ki so iz Evropske unije, tako niso tujci. Za ostale pa je pač Evropska unija dejansko odprta. Če govorimo o povsem normalnem prihajanju in odhajanju oziroma bi rekel pretoku ljudi. Tako da ne vidim problema. Nikakor ne, mislim, da bi morali še bolj zapreti. Jaz sem mnenja, da je ta režim trenutno dober, glede na to, da si ga kar ni ena država zmislila, se pravi, smo družina Evropske unije in pravila so nastavljena in tudi zato, da morajo v prihodnje biti takšna, kot so. Na konec koncev se dogaja to, da je že skoraj da vse v Evropski uniji. Seveda. Ja, šengenska zgodba je posebna zgodba, ne? In v bistvu skriva v sebi nov tip političnega zemljevida, s tem, da meni osebno niso blizu hude restrikcije, ki se dogajajo. Še manj je pa blizu obnašanje tudi v zakonodajnem smislu Republike Slovenije, ki zelo, zelo rigorozno pristopa do ljudi, ki prihajajo iz tujine. In to, kar se dogaja sedaj s tem, da pridobitev vizuma, pridobitev možnosti, da ljudje sem pridejo, so tako zelo nesramno diskriminatorne, da me čudi, da niso tudi bolj diskutirane v slovenskem prostoru. Neke garancije, ki jih boš moral po novem dajati ljudem, tudi če boš hotel, da pridejo v Slovenijo, tudi če pridejo predavati, tudi če pridejo režirati, tudi če pridejo na obisk ali kakorkoli že, so tako stroge, da dvomim, da bo kdo še zainteresiran, da bo ljudi, ki naj bi jih kot goste oziroma ki naj bi jih sprejel v Slovenijo za določen čas ali daljši čas, sploh se lotil teh postopkov. To so neki garancijski listi, kjer moraš podajati jamstvo za to, da boš jamčil za njih, če se zdravstveno ali kakorkoli kaj z njimi zgodi. Papirologija je nora, skratka ne gre za olajšavo, ne gre za večjo odprtost. Slovenija se, in to vsi kazatelji v mojem dojemanju kažejo v to, da se Slovenija vse bolj zapira, da je vse bolj rada v svoji senci svojih Alp in da se neprijazno obnaša do ljudi, ki prihajajo izven naših meja in ki hočejo tukaj biti, pomagati, živeti, biti srečni, biti zadovoljni ali kakorkoli že, se ne bodo več odločili za prihajanje sem, ker bo pač negostoljubno vzdušje prehuda. Torej, težko je to spet kar pavšalno odgovoriti na to vprašanje. Zagotovo bo morala Evropska unija poiskati neko takšno politiko, ki bo uravnotežena. Se pravi, da bo lahko še vedno nadzirala to situacijo, da pa seveda nikakor ne bi smela biti pri tem ksenofobna.